Ante, kaj reči po takšni tekmi, po neodločenem rezultatu in po zelo razburljivem zaključku tekme? Ja, lahko rečem samo to, da je rezultat takšen, kot je, da smo v 90 minuti prišli do točke. Pomeni zelo pohvalno je, da smo se dvakrat vračali, da smo po 1 proti nič nasprotnika prišli do 1-1 in 2-1 nasprotnika verjeli v to, da lahko pridemo do točke ali pa še zelo kaj več. Dejstvo je, da nasprotnik bil zelo defenzivno usmerjen, da je ustrelil trikrat na gol ali pa 4krat na gol, zadev 2krat. Mi pa smo imeli dovolj priložnosti, da bi lahko prišli do vseh teh točk. A se boste težko navadili samo na Slovensko ligo? Ne bomo se navadili težko na Slovensko ligo, ker vemo, da je Slovenska liga naša prioriteta, da preko Slovenske lige se prihaja v Evropo, preko Slovenske pokala se prihaja v Evropo. Enostavno idejo, željo, treniranje, miselno Slovenske lige smo sprejeli, bomo sprejeli in bomo garali, da bomo prihajali do točk. Mimo nekaterih napak še zmeraj ne gre v vaši ekipi. Kako jih odpraviti? Ja, to so te napake, katere jaz mislim, da so odpravljive predvsem z psihičnega stališča. Pomeni, da se na fazo obrambe v slovenskem prostoru pripravimo enako kot na fazo obrambe v evropskih tekmah. Ko bomo prinesli miselnost faze obrambe v Evropi, bomo lahko ali pa dominirali v fazi obrambe v slovenskem prvenstvu, ker če si nasprotnik 4krat, tako sem že dejal, 4krat udari na gol, zadene 2 zadetka, bomo imeli vedno te težave. Nusmir Fajić 2-2 na tekmi v Mariboru, stališča Maribora, a je danes to uspeh, ker ste izenačili čisto na koncu? Pa sigurno da je jako teška utakmica i kako smo izenačili zadnje minuti. Bila je težka tekma in uspeli smo izenačiti v zadnji minuti. Lahko rečemo, da je to uspeh, saj smo 2krat zaostajali. Ostane nam torej ta prednost 5 točk, zdaj pa gremo naprej in skušali bomo zmagati na naslednjih tekmah. Veliko priložnosti ste imeli danes, nekako ni šlo v gol? Ja, oni so prišli igrati bunker in to jim je dobro uspevalo. Imeli so 2 strela na gol in dali tudi 2 gola. Mi smo imeli veliko priložnosti, a žoga ni šla v gol. Na koncu smo lahko izenačili v zadnji minuti in moramo biti srečni. A ste pričakovali takšen Koper danes v Mariboru? Pa sigurno da jesmo. Ja, tako igrajo že celo sezono proti vsem, ne samo proti Mariboru. Ni jim važno dati gola, važno je, da ga ne prejmejo, potem pa ostalo. Danes jim je uspelo dati 2 gola in imajo točko. Danes su uspeli 2 šanse zabiti 2 gola i to im je donijelo bod. Kako vidite nadaljevanje prvenstva z vaše strani, pa tudi kaj lahko storijo Koprčani še naprej? To je bila prva domača tekma, imamo malo težke noge, precej treningov in 2 tekmi v Evropi. Zdaj pa gremo naprej po nove zmage, da čim prej odločimo prvenstvo. Smo konačno dohvatili formu i mislim da i sad iz utakmice idemo po pobjedu i što prije riješiti prvenstvo. Sono molto contento per la prestazione dei miei ragazzi. Čestitke mojim fantom, 2krat voditi v Mariboru na njihovem igrišču ni mačji kašelj. Lahko rečem, da smo se morda prezgodaj veselili vodstva 2-1 in potem po naivnosti in zaradi neizkušenosti prejeli drugi gol. Upam, da bomo še naprej nabirali točke tudi na drugih gostovanjih. Pensavano forse di aver già vinto la partita, ma non è stata così. Però complimenti ai miei ragazzi e adesso affrontiamo questo finale di campionato cercando di migliorarci di giorno in giorno. Ma il lavoro, io penso che a livello tattico. Prepričan sem, da so fantje taktično odigrali odlično, ampak danes je žal ni šlo, ker smo dobili gol v zadnji minuti. Ne vem sicer, kakšna je letvica po današnjem krogu, zagotovo pa smo še vedno 5 točk za Mariborom. Dejstvo pa je, da smo še vedno v vrhu, da se borimo za visoka mesta in da so se naši cilji v primerjavi z začetkom sezone nekoliko spremenili. Jaka Štromajer 2-2 v Mariboru na gostovanju, na zahtevnem gostovanju. Je danes to uspeh za Koper? Ja, lahko rečem, da je uspeh. Če štartamo čisto od začetka tekme in če bi nam nekdo rekel pred začetkom tekme ne odloča rezultat v Mariboru, mislim, da bi bili vsi zadovoljni. Kakor je pa potekala sama tekma, pa je malo obžalovanja, da nismo vzeli vseh 3 točk. Zaradi vodstva? Ja, zaradi vodstva prvega, zaradi vodstva drugega, glede na to, da je bilo do konca še par minut in smo imeli rezultatsko prednost, je tako malen tak občutek, da bi lahko vzeli vse 3 točke.
Na kaj ste se danes najbolj zanašali, ko ste prihajali v Maribor pri vsem svojem optimizmu? Ja, pa zanašali smo se predvsem na našo igro, na agresivnost, na to, da smo verjeli v naše moči, sposobnosti in iz tega štartali v tekmo. Štartali zelo v redu, no, in pol, kako je potekala tekma, smo se malo zaprli, malo spremenili formacijo in tako da to je to. A verjamete, da lahko dolgo sledite Mariboru, povsem pri vrhu, na vrhu? Ja, jaz mislim, da ja. Prvenstvo je še dolgo, je še odprto, tako da mi z našimi rezultati vsekakor lahko damo malo pritiska Mariboru.